dan. Lep pozdrav. Se opravičujem, malo zamujam, ampak veste, da na dveh krajih istočasno ne morem biti. Bila je otvoritev ene razstave v Pokrajinskem muzeju, predtem sem se pa srečal z ameriškim pa britanskim veleposlanikom, ker je tudi nek dogodek to vrstni. In bi rad povedal, kaj je povedal gospod britanski veleposlanik. Povedal, namreč on oziroma njegov namestnik je bil že pred enim tednom v Mariboru. Ameriški veleposlanik oziroma njegov namestnik pa tudi bil že pred 10 dnevi v Mariboru. Torej, svet opazuje mesto, svet opazuje Maribor, ker se tu dogajajo pomembne zadeve. In to je tudi povedal gospod britanski veleposlanik. Rekel je, da to, kar se dogaja v Mariboru, je prav. Prav je, da ljudje povedo, kaj ne sme biti. Ne moremo imeti dveh državljanov, tistih, ki smo v javnih funkcijah in tistih, ki so, kot je rekel gospod veleposlanik, navadni ljudje. Če želimo stopiti in iti naprej, potem moramo vsi biti javni ljudje. Torej moramo imeti vsi pravico, kot jo imajo samo nekateri. In danes, ko govorim tukaj, to je zdaj v bistvu tretjič, ko vas lahko nagovarjam, se mi zdi, da se tudi najboljše čujemo. Prvič je bilo bolj tak, se mi zdi, da so kolegi z Radia Marš bolj ozvočili noge kot višino vaših ušes. Drugo zborovanje je bilo pa že tako zelo mariborsko. Imeli smo kar 2 govorniška pulta. Upam, danes imamo tu en govorniški pult in upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Skupaj bomo naredili spremembe v mestu in te spremembe se že dogajajo. Dogajajo se že s tem, da recimo minister za gospodarstvo želi takoj priti v Maribor in vprašati, in ne samo, da pride se slikati, ampak pride vprašati, kaj lahko stori za mesto. Seveda to ne pomeni, da nas bodo drugi reševali. Tudi sami moramo veliko storiti. In danes so bile pri meni gospe iz Zavoda za zaposlovanje, ki so seboj prinesle natančen program, ki ga bodo v naslednjih dneh uskladile z Razvojno agencijo, z Štajersko gospodarsko zbornico, sindikati, tako da ko bo prišel gospod minister za gospodarstvo, in to je 19. aprila, skupaj s predsednikom države, ki tokrat ne bo prišel navijati, ampak bo prišel na resen obisk v mestu in bomo lahko dali na mizo, kaj Maribor potrebuje na tem področju. Ravno tako na Centru za socialno delo so vse strokovne službe zadolžene, oziroma sem jih zaprosil in zadolžene preko njihovega direktorja, da spišajo, kaj potrebujejo, da lahko ljudje, ki so v Mariboru najbolj socialno prizadeti, kako jim je mogoče pomagati. Torej, kako jim je mogoče pomagati z spremembo mariborskega proračuna, torej, kaj lahko stori mariborski proračun in Maribor za ljudi, ki so v največjih težavah, in istočasno, kaj mora storiti država. Namreč, Maribor kot drugo največje slovensko mesto, Maribor kot univerzitetno mesto, Maribor kot mesto z univerzitetnim kliničnim centrom je nerazvit. Mariborska nezaposlenost je 18,6%. 3000 ljudi najmanj dela v Avstriji, vsaj toliko jih dela na črno v Avstriji. Ko sem to govoril gospodu predsedniku, se je čudil. Zdaj ne vem, ali je bil tako v športnem duhu, pa ne, da je pač pozabil na nekatere podatke, ali pa resnično tega ni vedel. Se pravi, od pol časa tekme Slovenija, Islandija to ve. To ve in od tega trenutka dalje se moramo vsi boriti za to, da uveljavimo posebni status Maribora. Posebni status Maribora zato, ker je Maribor nerazvit in se nehajmo slepiti. Maribor že 20 let plačuje ceno ne vem kakšnih grehov, ker je bilo nekoč nemško mesto, ker je bilo nekoč industrijsko mesto. To vse so naše prednosti.
To so prednosti industrijske kulture in to so prednosti naše kulture. In Maribor, sem prepričan, da ima svetlejšo prihodnost, kot je zdaj. Današnji protest je protest proti mestnemu svetu. Dol z njim, bom z njimi. Veste, kakšno je moje stališče? Moje stališče je že od vsega začetka, da je mestni svet nelegitimen. Nelegitimen zaradi tega, ker je koalicija, ki je vladala skupaj z bivšim županom v mestu, ta koalicija bi morala odstopiti, s tem pa pomeni, da bi se moral mestni svet samo razpustiti, ko je odstopil naš bivši župan. Vendar, kot vidite, so mestni svetniki se odločajo, kako se odločajo. Kakšna bo situacija v ponedeljek ob 4, ko se začne seja, na kateri bodo potrdili mojo izvolitev na teh volitvah, ne vem, bomo pa videli. Prijemo sem. Da, seja bo tukaj v mestni občini. Kje, na glavnem trgu? Na glavnem trgu! Podpora! Danes sem se pogovarjal z uradnicami, ki pripravljajo vse potrebno za ponedeljkovo sejo, da bi tukaj v avli postavili en velik skrin, kjer bi prenašali zasedanje seje. Ja. Kot veste, sem tudi predlagal, da bi sejo prestavili v en večji prostor. Zdaj sam sem imel v mislih recimo Narodni dom, ki je dovolj velik za nekaj takega, vendar pravijo, da obstajajo velike tehnični problemi, da to ni mogoče. Naj pridajo. Ja. Kaj pa časi? Stari Grči so zunaj sem stakovali, ni to neki prostorov za kurje. Odstopijo naj, ampak naj ne postanejo državni svetniki. Pa dar naj vrnejo nazaj še pred tem. Da še moramo 200 milijonov plačati evrov za škodo, za radare. Zdaj v zvezi z mestnim svetom se je marsikaj govorilo, tudi to, da jih bom razpustil. Jaz tega ne morem. Torej ne obstajajo statusne ali zakonske možnosti. Mi smo zakon, ulica. S tem, da seveda danes ste slišali, sem moral obvestiti javnost, da gospa Milica Štajner in torej vodstvo mesta vztraja na tem, da bodo zaposlili 8 ljudi v skladu z novo sistemizacijo. Torej, tik pred zdajte. Jaz tudi naj izmišljamo! Lopovi! 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 Sperimo za Štajnerjevo en denar, da si bo kupila one-way ticket to Australia. Janšo vred! Varda! Jaz čisto v Avstraliji. Če gre z njim, bo dobila popust. Daj me bolj, ne grem. Baba, mislim, tak si na Facebooku, ne? Baba, ja. Babi ba, nekak tak, vem, da je na B pa na A pa tak. Babi ba, ne? Jaz mislim, da gospa ne potrebuje nabiralne akcije za nekaj takšnega. Ja, dobro. Kaj rabimo? To bi morala biti svetnica, ne pa oni kojoni gor. Samo roke gor dvigovali. Dobro. Jaz ne vem, kaj bi še povedal. Tom... Javno upravo, obljubil sem, da bom... Ja. Jaz sem obljubil, da bomo za 10% zmanjšali občinsko upravo. Torej, za odpravo sistemizacije. Torej, to pomeni za odpravo nove razporeditve zaposlitev. Se bo to že v veliki meri zgodilo.
Ostalo bo pa potem potrebno v naslednjih mesecih narediti, ker moramo tudi, jasno je seveda v tem trenutku, da je potrebno zamenjati nekatere vodje in direktorje uradov. Higienično bi bilo, da ko pride nov župan, da vsi direktorji uradov ponudijo svoj odstop, župan pa odstop sprejme, če meni, da z njimi ne more delati. Ampak to je samo en del zgodbe. Drugi del zgodbe, ki je dosti večji del zgodbe, so mariborska javna podjetja. Ne vsa kar na pamet, ampak da ogromno denarja se skozi ta podjetja pretaka, tako da je proračun mesta mnogo manjši od denarja, ki se pretaka skozi javna podjetja. In to pa tudi pomeni, zakaj mestni svet ne sme odstopiti. Ker s tem, ko mestni svet vztraja, se tudi branijo ljudje, direktorji javnih podjetij, ki več nimajo mesta v teh javnih podjetjih. Skratka, hvala vam za podporo, ki ste mi jo izkazali na tak način, da lahko tukaj govorim. Hvala vam za vašo vztrajnost in hvala vam tudi za vaš pogum. Marsikdo mi je rekel, ko smo tukaj zbirali podpise za to, da sem lahko postal županski kandidat, da mi čestitajo za pogum, pa sem se potem zamislil, da v normalni državi ne smemo biti pogumni, če želimo povedati, kaj mislimo, da je prav. Ampak očitno je to potrebno. Torej, hvala za vaš pogum, hvala za to, da se vam zdi, da je z mojo izvolitvijo prišlo v mesto tudi upanje in hvala vam za to, tu pa si bom skušal izprositi malo vaše milosti, da ste potrpežljivi z menoj. Vsega ne morem